Doja Cat had a very interesting thing on September 1st. And she started promoting her new music video single called Demons, and it is her dressed as a demon on the Friends couch with the Friends logo above her, but instead of Friends, it says Demons. And like all of that's kind of in your face, like there's some occult, maybe revelation of the method going on here, something's coming. And the biggest reason I included this wasn't just the fact that the timing was a little odd, that, less than 2 months before Matthew Perry's death, she's promoting it this way. Friends was a popular TV show. It's a whatever. Yeah. What's weird about this picture? Besides the demon on the logo. couch? Besides the demon on the couch. Besides the obvious, about the logo itself. There's no dot in between D and E. Friends is the word Friends is 7 letters, and in between each letter is a dot, and there's 6 dots. And if you look at old promotional material for the film, you'll notice that each dot corresponds to a person. Yes. In this logo, I know it's 5 dots instead of 6, and it's 4 dots because one's missing, whatever. That's not the point. The point is that it's very obvious that one of the dots is missing, that one of the dots that represents a cast member of Friends is missing. Yeah. Interesting. Čau, Ejleni, welcome nazaj na kanal Ejlen Mime oziroma Lenke Trogrlič. Danes bi rekla, da po zelo dolgem času imamo eno teorijo zarote, I guess. En pa smore lajati, en more lajati. Najprej, da pokrijemo hitro tole dilemo o tem, ker se v marsikdo oglasil, Alenka, ne govoriti o tem, pa je le vendar znana oseba umrla, ki smo imeli vsi radi in svojci žalujejo. Razumem ta del. Te teme so moje teme in jaz, ko vidim eno perečo temo, eno tako grozljivo bolečo, ki se je zgodila bliz, jo preskočim, grem preč od nje, ker recimo, da je nek umor ali pa sploh, da so mlajši omenjeni, tako kot je bil tisti pokol v Srbiji, preprosto preskočim, ker da obnavljam neko grozno stvar, ne vem kaj reči in se izognem. Ko pa pride do teorij zarot, kjer jaz iskreno globoko vse občutim, da nekaj smrdi in vem, da se nekaj dogaja v zadju, oziroma vsi bi lahko vedeli in ne bili slepi, da se nekaj dogaja, če ne v točen temu primeru, ko bomo danes govorili, pa v marsikateremu drugemu primeru. In mi ni kul, da se o tem ne govori. Če bi bil Matthew Perry oziroma njegova smrt povezana s to teorijo zarote, o kateri bomo danes govorili, sem vesela, da jaz o tem govorim. Če pa ni bila, bomo pa danes tudi lepo zaobjeli vse druge teme, ki so bile njemu pomembne, katerih bi on hotel, da govorimo. In da začnemo kar s tem, kaj je hotel on, Matthew Perry, od marsikoga od nas najbolj priljubljen del casta iz Friendsov. Njegov življenjsko poslanstvo je on želel, da je to, predvsem, da je želel ljudem pomagati in zato je tudi 2022 svojo autobiografijo napisal, torej o Friendsih, loverjih in o tisti grozni stvari, tole knjiga, ki govori tudi z njegovo adikcijo od alkohola in drog. Zato se marsikdo zdaj krega, sej samo droge so bile vpletene in je pač umrl, ampak to niti približno ne razloži od Doja Cat full bad objave na TikToku in ne razloži njegovih zadnjih objav na Instagramu niti malo. Čez to bomo dan šli. Predvsej ljudi se tudi tukaj zmede, kaj pa je teorija, a je on, a je iluminat, a je s hudičem pakt naredil, jaz tega ne mislim. Jaz ne verjamem v Boga in istočasno ne verjamem v hudiča. Verjamem pa v dobro in slabo plat ljudi in verjamem v ljudi, ki so na našem svetu na vrhu piramide in imajo basically vso moč, ves denar in so tudi pijani od te moči in verjamem, da imajo svoje fore, da iluminati obstajajo, da častijo neke čudne stvari. Definitivno so tukaj mediji, film, glasba, torej Doja Cat, definitivno Friendsi, Matthew Perry, Chandler, ki so bili najbolj slavne osebe na svetu in verjamem, da če te elite kot iluminati kontrolirajo cel svet z ustrahovanjem, naprimer, pa so podzavestnimi sporočili, ki jih dajajo povsod pomal. Primer, če mene vprašaš Beyoncé, če mene vprašaš Travis, honestly, imamo potem na drugi strani, to je zdaj moje mnenje, te svetle osebe, svetle duše, svetle primerke, kot je bil tudi mogoče Matthew Perry in tako, kot malo pa pomalo žrejo naš svet in probajo požreti, kar je dobrega in kar je lepega v nas ljudeh prek medijev, da nam samo slabe novice kažejo. Tako verjamem, da tudi če počas dobre ljudi trgajo dol iz spotlighta, da je tudi to lahko kopičenje njihove moči. Tako nekako jaz to vidim. Ne pravim, da je res, ampak tako nekako jaz to vidim. Jaz ne mislim, da je tle hudič dejansko pleten. To so zame iluminati. Verjamem pa, da častijo neke čudne stvari in da imajo rituale in to, ker pač
nekaj moraš delati, če imaš to denarja, I guess. Torej, preden začnemo, Matthew je rekel, da rad bi, da bi se me spominjali kot nekoga, ki je dobro živel, dobro ljubil in moje glavno poslanstvo je bilo, da želim pomagati ljudem. To je tisto, kar si želim. In tudi spodaj sem nalimala v Sloveniji pomoč za tiste, ki imajo kakršnokoli, ki imate kakršnokoli stisko z mamili. On je tudi hotel poudariti to, da noben ni sam in ne sme biti sam v tej bitki, ker je grozna, ker to je bolezen in pač poiščite pomoč pri najbližjih ali pa saj te številke in stvari, ki stojijo za to. Zdaj se pa prepnite, ker tole je definitivno najbolj insane in meni taka legit teorija zarote 2023. Matthew torej umre 28. oktobra, tik pred Halloweenom 2023, štar je bil 54 let, uradna smrt je bila pač utopitev v lastnem džakuziju doma. V javnosti še ni natančnih rezultatov za to, ali so bili v sistemu mamila, torej ne moramo reči, zadrugiral se je spet, to je bil problem. Ne vemo, lahko je bil infarkt, lahko je čistko, ne vem, lahko je karkoli, je pa kao dokazano, da ni foul play, torej da ni bil neko umor ali pa neko zlo dejanje, ampak jaz tle bi itak podarila, da karkoli bo že dal ven, ni treba, da verjamemo, I guess. Zakaj sem jaz sploh šla delati ta video? Zaradi tega le videa, ki ga boste zdajle videli in pač res kaj. Ja, tole je Doja Cat že septembra objavila na svoj TikTok, ko je izbrisala vse ostalo in je samo to objavila. En mesec približno pred smrtjo Matthewa Perryja. Meni je ta video bizaren, bolan in niti ne razumem, zakaj, če slučajno te ljudje niso povezani kakorkoli z Illuminati in s kakorkoli čem zloveščem. Zakaj bi vsi tvegali in vsi šli tako direkt v smer enih hudičev in demonov? Zakaj? Zakaj, če boš pri ljudeh vzbudil te ideje? Meni se to zdi dejansko, po domače povem, podjebavanje. Ne rabiš iti v to smer. Milijon drugih je, zakaj morate vedno v demone in hudiče? I don't know. Če pogledate te pikce, ki so med črkami, ko pri njej piše Demons ali pa v originalu piše gor Friends, pikca je v resnici med vsako črko. In kakor to deluje, tako mogoče malenkost meni ni, ker zakaj, če posnemaš eno naslovnico, bi potem med Demons ta prvo spustil. Torej prve pikce ni, ker meni zelo vleče na idejo, da kao ene pikce več ni. Eno pikco smo odstranili. Še en zanimiv dejstvo, ki ga je nekdo izpostavil, meni se sicer ne zdi tako očiten, ampak recimo v temu začetnemu filmčku v uverturi v France na začetku Chandler tudi ima en kao hiter klip, ko se utaplja, oziroma jaz sem najdla sem tega v vodi. Konec koncev je bila potem tudi to njegova smrt. Ena stvar, ki jo moramo nujno izpostaviti, je to, da je bil Chandler ekstremen fan Batmana. Oboževal je vse v povezavi z Batmanom, oziroma 100,000 ali celo milijone za pravo, zato imel eno celo sobo doma posvečeno Batmanu, stvarem povezanim z Batmanom, imel avto podoben Batmanovmu in tudi v knjigi ga je ves čas citiral. Krožila je ena govorica, da je on v knjigi napisal, da če bo kdaj v nevarnosti, da bo projeciral in kazal znak Batmana. In to je non-stop počel na koncu na lastnemu Instagramu. It's insane. Ampak to je laž. On ni zares tega rekel. V knjigi piše samo, da če si kadarkoli v dvomu, se vprašaj, kaj bi naredil Batman in nared to. V glavnem ves čas omenja Batmana in sam sebe je imenoval Madman. Ampak njegove objave prej na Instagramu so bile absolutno normalne. Pravno, promovirajo svojo knjigo, lepe slikce, nič tacga, vse je bilo normalno. Poj pa kar enkrat dobil Britney Spears sindrom, pač to je vedno kar nekaj začel objavljati. In kaj, zdaj vsi hoče reči, ja, droge so krive. Zakaj bi kar nekaj začel objavljati? A veš, meni dobesedno te njegove objave gladko izgledajo kot klic na pomoč. In pojmo kar povrstmečkam po teh objavah. Prva je tale filmček, ki piše No need to worry everybody, I got the streets tonight. To zgleda, kad je gledal Batmana in to meni deluje tako. Ok, nič štacga, še pač gledaš Batmana. Ampak pa se to nadaljuje. Naslednja objava je dejanska projekcija, mislim, da spet pri njemu doma, Batmana. Vsi vemo, da je Batman, ko nekdo projicira njegov znak, rab pomoč, ne kliče na pomoč, kao Batman pomaga. Tako da je napisal Sleep well everybody, I got the city tonight, Batman. Naslednja objava spet v povezavi z Batmanom in piše Batman plays pickleball. Pickleball je en tak ameriški šport, meni zgleda ful podoben kot tenis, ne vem točno kaj je razlika, je bolj badminton varianta, malo tak. In fora je, da je on na dan, ko je umrl, par ur prej, kasneje zadnja stvar, aktivnost, ko je počel, je igral pickleball. Ta šport mu je pomagal pri adikciji. In napisal je samo WTF. Naslednja objava je kratek video, totalno kar neki. In ženski prsti vržejo tako 3 jagode, ki meni zgledajo kot sveži cranberry.
iz sveže brusnice in napiše: This is what I've had to eat today. I'm Batman. Kar neki. In tukaj je nekdo izpostavil, tako kot mogoče fun fact ali pa dobra podlaga za to teorijo, da je glavna pevka od Cranberry, ta irski band, Dolores neki, je tudi umrla baje, tako da se je utopila. Naslednja objava je spet Buča z izrezanim Batmanom in piše: Do you know what I mean? Kao, a veš, kaj mislim? Ne, ampak kaj? Naslednja objava je samo video Lune in piše: Do you understand what I'm trying to tell you? I'm Batman. A razumete, kaj vam hočem povedati? Ne, ampak it's getting so scary. In tudi komentarji ljudi so pač kva, si v redu, rabiš pomoč. Folk je že takrat bil, a ne, na trnih in predstavlja si, da že takrat to opazil, kaj on objavlja in si pa naknadno videl, da je umrl. Kako mora biti to fucked up? Mislim, jaz nisem teh objavila, ki ga nisem takrat spremljala, a ne. In njegov zadnji post za to Luno je on v svojemu lastnemu džakuziju, kjer piše: Oh, so warm water swirling around makes you feel good? I'm Batman. Ne vem. To dejansko v temu džakuziju, kjer pa je tudi se utopil. It's insane. Pa Luna odzad. Ker da je to isti dan, kot prejšnjo se mi zdi posnel pa sliko. Ne vem. It's so weird. I can't even. Torej, kaj hočem reči, ne vem, da te Batmani dejansko so bili klic na pomoč ali pa razumem, da je možno iz dveh perspektiv. Ali je dejansko relapsal, ker je on tudi javno enkrat že povedal, da ga je strah biti sam doma ali pa sam, zaradi tega, ker je itak večja verjetnost, da relapsa. Zanj ga je bila to res pošast v življenju, ful ga je lovila. To mora biti res grozna bolezen, pač ne morem se predstavljati. To je pač ena opcija in ti si govorite, joj, kva kompliciraš, pač v drogo je nazaj padel. Možno, pa zato zame ni nič manj človek, sem žal mi je, ne, ampak če pa ni to, pa glede na to, kaj je Doja Cat objavila, ne, pa da je bilo kaj drugega in da je bil on v dejanski nevarnosti in da so ga hoteli odstraniti in da je to že vedel, je pa mogoče bil take vrste klic na pomoč, ne. V glavnem, meni gre malo na živce, ker se pri takih stvarih ljudje ful hitro odločijo, joj, pust primer, to ni nič takega, na koncu pa take stvari izkažejo za resnične, ne vem. Tle mi je ful dobra primerjava, res to, kar se je zgodilo z Balenciago, če se spomnite te kampanje, če bom sploh našla kakšno sliko, ker so jo itak odstranili, ampak te elite, veš, se lahko vse prvoščijo, če nismo mi tisti, ki rečemo in pokažemo s prstem in tle smrdi, to ni v redu, ali pa nastopu Travisa, ki so ljudje dejansko umrli in izgledali vse skupaj kot en satanističen obred, tako da meni se zdi prav, da to izpostavim. Upam, da vidite vi tudi noter red flage. In to je to za današnji video. Če je kdo še kaj opazil, da sem jaz grešila ali pa da sem mogoče pozabila povedati, napišite v spod, kaj ste vi še kaj opazili. Pa pridni bote, radi se imejte. Alien Mama out. Bye.